Bo Slovenija postala periferija Hrvaške, ne le podjetja, k sosedom naj bi zaradi visoko obdavčenih plač pri nas bežali tudi menedžerji in vodstva velikih podjetij. Slovenija naj bi s tem izgubljala izobražen kader, pa tudi ljudi, ki zaslužijo največ in z dohodnino najbolj polnijo državni proračun. 24 ur dejstva. Osem ljudi je imelo predlani plačo višjo od 1000% povprečne bruto plače. Vsak je imel na mesec povprečno 39 tisoč evrov bruto, na leto skupno dobrih 468 tisoč evrov dohodka. Povprečna dohodnina, ki jo je plačal, pa je bila slabih 173 tisoč evrov. To so začasni podatki portala Odprti podatki Slovenije. Dobili smo informacijo, da naj bi iz Slovenije odšlo ali pa združevalo slovensko in hrvaško upravo 20 podjetij. Večina tistih, ki smo jih poklicali, je to zanikala, spet drugi so bili z informacijami skopi. Hrvaška naj bi bila priljubljena tudi zaradi nižjih davkov na višje plače. Davek je na Hrvaškem različen po občinah. Nad 50.400 evrov davčne osnove na leto je največ 35,4%. Pri nas je na dobrih 78.000 evrov neto 50%. Hrvaška je torej predvsem glede višjih plač bolj ugodna. Bo zato Slovenija postala periferija Hrvaške? Spremembe lani v A1 Slovenija, ki je v 100% lasti mednarodne telekomunikacijske skupine A1 Telekom Avstrija Group. Je slovenska podružnica A1 postala del organizacijske enote skupaj z A1 Hrvaška, kjer imamo skupno upravo, ki je sestavljena iz slovenskih članov in hrvaških članov. Je to morda povezano tudi z nižjimi davki na Hrvaškem? Težko komentiram, predvsem je šlo tukaj za odločitev lastnika, da združuje trge. Od prejšnjega meseca imata isto poslovodstvo, pa tudi del administracije družbi Lidl Slovenija in Lidl Hrvaška. Že prej je mesto generalnega direktorja v Sloveniji prevzel Boris Lozič, prej generalni direktor Lidla Hrvaška, zdaj vodi obe družbi. Razlog? Nedavčna optimizacija, pravijo v Lidlu, ampak, navajam, z združitvijo lahko bolje izkoristimo sinergije in okrepimo sodelovanje med državama, da ostanemo dolgoročno uspešni. Pri večjih družbah smo kar opazili povečano to umikanje iz Slovenije, zapiranje predstavništva oziroma družb in premikanje, se pravi, tega regijskega vodstva, prav v Zagreb. Normalno so davki ena tistih stvari, ki tudi pogledajo. Postaja Slovenija periferija Hrvaške? Ne, je prepričan Ježi z Deloitta, je pa to za Slovenijo velik manko. Govorimo o zelo izobraženem kadru. Izobražen kader za sabo poleg tega potegne tudi seveda pač višje nadomestila, višje plače so več obdavčene. Govorimo tudi o tem, da so neke centrale, vodenje se izvaja iz tujine, se izvaja bodisi iz Zagreba, bodisi iz Beograda. Če nekdo sedi v Beogradu, bo mogoče bolj se ukvarjal s Srbijo kot Slovenijo. Tudi kakšna bojazen, da bi se Novartis selil? Ne, zaenkrat mislim, da ne, da ta globalni sistem vidi prednosti v Sloveniji. Novartis, edini pri nas, ki razvija inovativna zdravila, v Sloveniji načrtuje za približno 500 milijonov evrov naložb. Težava pa dobiti kader. Določeni kadri bi želeli priti v Slovenijo, ker to vidijo kot karierni napredek, pa se potem, ko ugotovijo, kakšna je davčna obremenitev, premislijo. Znižanje davkov bi nam zato zelo pomagalo, pravijo tako v Novartisu kot v A1. Dva primera obdavčitve višjih plač. Nekdo, ki ima 20.000 evrov bruto plače na mesec, mora na Hrvaškem plačati približno 5.200 evrov dohodnine, v Sloveniji dobrih 1.100 evrov več. Še 40.000 evrov bruto plače na mesec. Na Hrvaškem bi bila dohodnina slabih 12.000 evrov, v Sloveniji dobrih 2.300 evrov več. In zakaj na Hrvaško seli proizvodnjo škofjeloški SIBO? Tu je skladišče, tu proizvodni del, so pisarne, skupaj pa 11.000 kvadratnih metrov, celoten objekt.
Vrednost naložbe 40 do 50 milijonov evrov v 4 do 5 letih, zaposlenih pa 150 ljudi, nam razlaga načrte predsednik uprave in večinski lastnik podjetja Sibo. Iz Škofje Loke namerava v okolico Varaždina preseliti del proizvodnje plastične embalaže za farmacijo in kozmetiko. Tukaj je ven teče zobna pasta ali pa krema ali pa karkoli, da gor pa še zamašek pride. Izdelujemo za znane evropske koncerne, kot so GSK, L'Oreal, Henkel, Colgate. Gradbeno dovoljenje pričakujejo v kratkem. In zakaj Hrvaška? Zemljišče smo kupovali po 10 evrov. Ali si lahko predstavljate, da bi 1 uro iz Ljubljane dobil 22 000 kvadratnih metrov po 10 evrov v industrijsko urejeni coni ob avtocesti? Pa cenejša gradbena dela. Pričakujemo, da bodo 20 do 25% cenejša kot v Sloveniji. In subvencija Hrvaške. Pričakujejo približno 5 milijonov evrov, od tega večino nepovratnih sredstev, nekaj pa kot oprostitev davka na dobiček. Medtem je po lanski raziskavi FDV-ja, ki zajema 180 podjetij, napovedalo širitev v Sloveniji le dobrih 19% tujih podjetij. V prejšnji raziskavi je bilo takih skoraj 31%. Približno 14% tujih podjetij pa je napovedalo umik iz Slovenije. Med slabostmi navajajo tudi neugoden davčni sistem. Pa komentar ministra za gospodarstvo. Slovenija ne bo postala periferija Hrvaške. Če ne bi bili konkurenčni, se v tej državo ne bi farmacija na nek način zgrinjala in odpirala svoje razvojne oddelke. Prevoz, ki je tudi na meji, lahko rečem, s Hrvaško, kjer je Slovenija tekmovala za Francijo, Španijo, za industrijo v teh podjetjih in pripeljala Renault zopet nazaj v Slovenijo, kjer bo izdeloval 3 električne avte. Da ni vse v denarju, pa pravi član uprave Nove Ljubljanske banke, ki je prišel iz Makedonije. Ko sem rekel, da ja, grem, bom vzel to priložnost, nisem razmišljal čez plač. Antonio Argir, eden od 3 tujcev v upravi Nove Ljubljanske banke. Pred 3 leti je prišel z družino v Slovenijo iz Makedonije. Ko ste prišli v Slovenijo, ste vedeli, da bo v bistvu taka obdavčitev? A pa se to kaj... Nekaj sem slišal, nisem točno vedel. Ko dobiš denar na svoj račun, potem pa malo bolj razumeš. Obdavčitev višjih plač se mu zdi previsoka, še posebej, če primerja Slovenijo z Makedonijo. To pomeni, da recimo v mojem primeru, če bi imel isto bruto plačo v Makedoniji, kot imam danes, bi moja neto plača bila višja za 90%. Kljub temu, kakovost življenja v Sloveniji po njegovem odtehta tudi višji davek. Ena majhna, lušna država, narava je zelo lepa, pozicija je vrhunska, lahko greš, ne vem, čez 1 uro se kopati, pa čez 1 uro smučati. Tako da absolutno imam rada Slovenijo. Zaradi še nižjih davkov kot na Hrvaškem pa zdaj postaja za podjetja vse bolj zanimiva tudi Srbija. Podrobnejša analiza pa na 24ur.com.